Lep pozdrav še enkrat, svetnice, svetnici, svetniki, občinska uprava, lep pozdrav tudi predstavnikom sedme sile. Začenjamo 12. redno sejo občinskega sveta občine Destrnik. In gremo na prvo točko dnevnega reda, pregled in sprejem zapisnika 11. redne seje. Najprej moramo sprejeti dnevni red. Ima kdo kakšen predlog za dopolnitev k dnevnemu redu? Ne. Kdo za odvzem kakšne točke dnevnega reda? Ne. Potem dajem takšen dnevni red, kot je predlagani vsebini, na glasovanje. Kdo je za? Soglasno, hvala lepa. Torej, dnevni red je sprejet in smo že pri prvi točki dnevnega reda, in sicer pregled in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta. Prej bom ga dal v razpravo. Branko Goričan, imam eno vprašanje za tebe. Pri sprejemanju statuta občinskega sveta imamo pri glasovanju napisano 8. Bilo nas je 9 v dvorani. Eden je bil, Žan pa je bil upravičen, ga ni bilo, Branko je pa bil na WC-ju. In te sprašujem, ker ko sem štel okrog, nisem dobro videl, ali si glasoval, ker sta glasovala Sužnik pa Betka, ali si glasoval za, potem moramo tisto popraviti, je bilo 9 za, ker proti ni nihče glasoval, je bilo 8. Zdaj si bil vzdržan, ali si glasoval za pri statutu? Jaz sem sicer bil takrat... Ne, Branko, ne, tebe Goričana sprašujem. Zdaj mi župan malo razloži, za kateri statut je šlo, da pa vem, da si jaz glasoval za. No, mene so potem opozorili, da si ti tudi dvignil roko, ampak ker si jo tako dvignil, jaz pač nisem videl, ne. In sem štel 8. Seveda 2/3 je bilo dovolj, ne, 8, zato je bil tudi statut sprejet. Na zadnji seji, ko je bil statut. Pravim, koliko so, meni so rekli, da si dvignil roko, to pomeni, da tam popravimo pa napišemo 9. Zdaj mi razloži, za kateri statut. Statut občine, ko smo ga spreminjali na zadnji seji. Na zadnji seji, ko smo spreminjali statut. Oziroma, je bilo, ne? Ok, dobro, potem dajem v razpravo zapisnik, želi kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo in dajem zapisnik na glasovanje, in sicer v predlagani vsebini z popravkom pri točki statuta jih je glasovalo 9. Hvala lepa. Dajem na glasovanje za zapisnik, soglasno, hvala. Zapisnik je sprejet. Smo pri drugi točki, lokalni energetski koncept občine Destrnik. Končno poročilo. Tu imamo poročevalca in prosim, izvolite, beseda je vaša. Lokalni energetski koncept občine Destrnik. Izdelano v Lea Spodnje Podravje, kot naročnik, jaz pa sem bil avtor tega koncepta in zato bomo ga tudi na kratko predstavil. Lokalni energetski koncept oziroma cilji lokalnega energetskega koncepta. Najprej bom omenil, leta 2019 marca bil sprejet nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije za obdobje 2020 do 2030 in na osnovi tega se morajo tudi vsi lokalni energetski koncepti v občini oziroma v Sloveniji na novo iti delati oziroma novelirati.
tako da tudi vaša občina je pristopila k tej novelaciji LEK-a, zato bom ga jaz na kratko predstavil. Zdaj, kaj je lokalni energetski koncept, ko vam tu piše dokument strategije oskrbe in rabe energije, uvajanja obnovljivih energetskih virov ter ukrepov za zniževanje rabe energije in povečanje energetske učinkovitosti v celotni občini v skladu z tem nacionalnim energetskim podnebnim načrtom. Zdaj, sama metodologija energetskega koncepta zajema področje analize rabe energije vseh porabnikov v občini, to pravi stanovanjski sektor, javni sektor, industrija, promet. Zato bom jaz kar na kratko predočil ene cifre. Najprej ogrevanje stanovanj, analiza rabe energije, mogoče samo bolj se na grafikone osredotočimo, prevladuje lesno biomasa v stanovanjskem sektorju in pa elko, polje nekaj tu še UNP-ja, pa električne energije, se pravi raba toplotnih črpalk in podobnega. Druga skupina, raba toplotne energije v javnih stavbah, se pravi, tu imate naslov, se pravi od osnovne šole, vrtca, se pravi vse stavbe, ki so v lasti in rabi občine Destrnik, so tu noter zajete. Prevladuje električna energija, zakaj? Ker vemo, najvišji porabniki toplotne energije so na toplotnih črpalkah, katerih pogon je električna energija, tako da je to. Nekaj še kurilnega olja, pa nekaj male lesne biomase. To so energijska števila obravnavanih javnih stavb, se pravi energijsko število, to je tisti kazalnik, ki vam pove, kako učinkovita je stavba na področju rabe toplotne in električne energije. Vidite, da so, zdaj, če pogledamo toplotno energijo, vaše stavbe vse pod 100 kWh na kvadratni meter na leto, tako da zelo učinkovite javne stavbe imate, tako da na tem področju v bistvu ste, kar se tega sektorja tiče, svoje naredili, ne. Ostale pa še elektrika, ki je pač porabljena toliko, koliko se pač je potrebno, da se porabi, ne. To je to. Podjetja, koliko smo pač dobili podatke iz anket, ker tale sektor je zelo težko merljiv, pa delati neke analize, ker marsikateri podjetnik ne da od sebe nekih podatkov. Tako da, kar smo dobili, smo zajeli v analizo. Vidite, da prevladuje kurilno olje pa lesna biomasa. In pa četrti sektor so poraba električne energije v občini, se pravi podatki, ki so pridobljeni s strani Elektro Maribora, ki je omrežni operater tudi za vašo občino. Vidimo, da 73% nekje porabniki so stanovanja, ostalo pa so še ostali poslovni subjekti, javna razsvetljava, ne. In pa zadnja skupina rabe energije v javnem potniškem prometu, se pravi metodologija določa, da treba analizirati rabo energije v javnem potniškem prometu. Ne celi promet, ampak samo javni potniški, se pravi na osnovi avtobusnih linij, ki se potekajo v občini, smo določili naredili eno analizo, kjer se porabi okrog 23 000 litrov pogonskega goriva oziroma 230 megavatnih ur toplotne energije. En rezime celotne rabe energije v občini, vidite, da nekje prevladuje slaba 3/4 lesne biomase, pa kurilno olje, ostali energenti so v manjšem odstotku. Tako da je skupna poraba energije, imate nekje 18 000 gigavatnih ur na leto se porabi celotne energije v občini. Zdaj, ko je raba energije, se pravi, so ustvarjene tudi določene emisije CO2, se pravi, o tem je dosta govora v zadnjem času. Pravi, vidimo, da je največji vnaševalec olja, se pravi okolja CO2, se pravi nekje, vidite, okrog 4180 ton CO2-ja ustvarjenega na letnem nivoju. Če pogledamo kot energenta, vidimo, da električna energija tisti največji onesnaževalec okolja, ne. Nekaj malega so stanovanja, vsi ostali pa so v zelo nizkem deležu. To je to.
Izkoriščanje obnovljivih virov energije v občini, ne. Se pravi, že sam nacionalni energetski podnebni načrt je nastavljen tako, da bi naj Slovenija do leta 2030 porabljala nekje 30% energije, končne energije iz obnovljivih virov energije, ne. Iz obnovljivih virov. Zdaj smo nekje na slabih 20%, tako da dvomim, da to Slovenija v 10 letih dvignila delež OVE-ja na 30%, ampak okej, cilje take so si zastavili, zelo ambiciozne. Zdaj v vaši občini je delež obnovljivih virov energije pri končni energiji 53%, ne. Tako da ste zelo visokem deležu, so ene občine, ki so okrog 20-30%, tako da ravno iz naslova stanovanjskega sektorja, bi rekel, pa javnega, ki dosta izkorišča obnovljive vire energije, je tudi tale delež toliko visok v vaši občini, ne. Vidite, stanovanja 56, javne stavbe slabih 62, ne, tako da zelo velik delež, ne. Tako, to je na kratko o analizi rabe energije. Zdaj, bistvo energetskega koncepta je tudi akcijski plan, kateri se naredi za 10 let. Se pravi, v akcijski plan se navedajo aktivnosti, ki jih bo občina izvedla za čas veljavnosti energetskega koncepta, to je za 10 let. Akcijski plan smo uskladili z občinsko upravo, tako da vam na kratko ga predstavim, za kaj se gre. Se pravi, energetski koncept, se pravi, je bil narejen v novembru, se pravi, danes bude sprejet. Pol imenovanja energetskega upravitelja za izvajanje lokalnega energetskega koncepta, to je zdaj že več let naša energetska agencija in tako bo tudi v prihodnje z podpisom pogodbe za izvajanje energetskega menedžmenta oziroma upravljanja. V sklopu energetskega upravljanja se izvaja tudi energetsko knjigovodstvo za vse vaše javne objekte, tako da to teče. Pol vsako leto je potrebno do konca meseca marca poročati o izvedenih ukrepih iz akcijskega plana in o njihovih učinkih. Se pravi, vsako leto se pogleda, kaj je bilo narejeno, kaj se predvideva za naslednje leto, tako da to potrebno na ministrstvu poročati. Pol spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov s področja URE in OVE. Se pravi, vedno se najde neki so razpisi, potrebe občine po nekšnih investicijah, bodisi večjih, bodisi manjših, in smotrno je, da se tudi proba dobiti tudi nekšna nepovratna sredstva, zato je tole spremljanje razpisov bistvenega pomena. Pol nekaj za motiviranje in zaveščanje občanov za ukrepe URE in OVE. Tu za občane v bistvu toliko sama občina nima vpliva, ker za občane skrbi mreža En svet v Sloveniji, tako da se lahko občani tudi obrnejo na vas, na občino, in pol ali se napotijo na Ptuj, kjer je najbližja energetska pisarna, in pol dobijo lahko tam več nasvetov, lahko pa tudi na našo energetsko agencijo. Promoviranje uporabe električnih vozil ter izgradnja polnilnice. To je v sklopu enega evropskega projekta, se bo to izvedlo na vaši občini. Pol izdelava energetskih pregledov javnih stavb. Ena od bolj potratnih stavb, bi rekel, je tale vaš kulturni dom, ki bi bilo smotrno v doglednem času ga še energetsko sanirati, zato je osnova, da se sploh lotimo neke energetske sanacije, izvedba energetskega pregleda. Eventualno tu še mogoče zdravstveni center, pač mi smo to zapisali noter, ni pa to zdaj nekšnega prvotnega pomena, prej bi trebalo tole vašo stavbo sanirati. Pol izdelava načrta energetske prenove javnih stavb z uvajanjem obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ter izdelava projektne investicijske dokumentacije. Bilo kaki se lotite katerega projekta oziroma obnove, treba narediti, jasno veste, investicijsko pa projektno dokumentacijo, tako da to spada zraven. Izdelava ukrepov za znižanje rabe energije in povečanje deleža OVE v javnih stavbah, se pravi, ko je sprejeta investicijska projektna dokumentacija, potrjena, pol se tudi izvede samo tisti fizični del prenove, ne. Zamenjava sijalk javne razsvetljave, neke razsvetljave je še v stanju, ki ne ustreza uredbi o svetlobnem onesnaževanju, tako da to
je potrebno v doglednem času skozi načrt vzdrževanja to tudi zamejati. Postavitev sončne elektrarn na streho stavbe v občinski lasti, se pravi, ena elektrarna bude se tudi, ko sem omenil preko evropskega projekta, naredila na vaše stare občinske stavbe, ki se bo tudi energetsko prenovila, tako da tale ukrep je mišljen za na tiste stavbe, so pa tudi potencialne drugi objekti, zdravstveni center, ki je, recimo, ima optimalno, recimo, lego, ki se lahko tudi naknadno tudi v času izvedbe oziroma veljavnosti leka tudi na tisti strehi to izvede, ne. Tako, to je v groben akcijski plan energetskega koncepta. Jaz kaj več se zdaj ne bi tu zadrževal, mogoče še grobi finančni načrt predlaganih ukrepov. Zdaj, za ene ukrepe vemo približno, koliko bodo stale, večina ukrepov pa je taki, kjer je to odvisno od samega razpisa, od načina subvencioniranja, odstotka financiranja, tako da to je en takšen okvirni predlog finančni, ki kaže, da bi za vse te ukrepe, ki so bili predstavljene, preveljali slabih 400 000 evrov v 10 letih nekje, ne. Zdaj stvar financiranja, to pa je pač odvisno, kako sem omenil, od razpisa do razpisa. Tako, to je to. Zdaj, lokalni energetski koncept kot taki je bil posredovan na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer je dobil soglasje, da je nared v skladu z metodologijo o izvedbi energetskih konceptov. Vi, občinski svet, sedaj, kot sem ga predstavil, se morate pač seznaniti z njim in ga sprejeti. In ko je sprejet, se objavi na spletni strani občine in s tem se lahko tudi začnejo izvajati vse aktivnosti, ki so zapisane v akcijskem planu. Toliko. Zdaj, če so kakšna vprašanja, sem vam na voljo. Dalibor, hvala lepa za predstavitev. Lahko rečem, da sem se že, torej tudi v prejšnjih mandatih smo se ukvarjali z energetskim konceptom občine, zato je tudi torej, nekateri rezultati, ki so, tako kot je Dalibor že rekel, v naši občini nekoliko višji, boljši kot v povprečju. Dejstvo je, da se tudi v prejšnjem mandatu so se precej ukvarjali z energetiko v občini, od tega doma, v katerem smo danes, šole in zdravstvenega doma. Vendar tu se zdaj že celi 2 leti ukvarjamo s tem, da bi to vzpostavili, da bi to funkcioniralo v smislu varčevanja z energijo, ker če imamo toplotne črpalke oziroma vrtine pa toplotne črpalke, bi seveda to moralo po izračunu prinesti določene prihranke in bi seveda bili ti rezultati, ki jih je Dalibor prej povedal, še lahko višji. Vendar žal temu ni tako. Skupaj z Petrolom, ki je nosilec tega, pa seveda ostalima 2 podizvajalcema, se je vložilo okrog 30 000 evrov v že sanacijo za pridobivanje hladu poleti in seveda pozimi za pridobivanje toplote. Čisto enostavno povedano, nekaj je šlo narobe, kaj seveda ugotavljamo vsi skupaj z vsemi deležniki in upam, da bo prišlo do te sanacije, da bodo stvari potem funkcionirale tako, kot bi pač morale. V tem trenutku so seveda stroški na vseh 3 objektih enaki, kot so bili pred sanacijo, s tem, da dodatno plačujemo po 40 000 evrov na leto vložek investicije. Ja, to je zelo zahtevna tematika, ni enostavna in seveda, če se tega ne lotijo
resnično pravi strokovnjaki, potem dobiš lahko enormne stroške in seveda kontra učinek. Tako ti tudi Dalibor rekel, v stari občinski stavbi, torej, ki jo bomo prenavljali, delamo torej projekt torej energetski tudi, veste, da smo tam bili uspešni na enem evropskem razpisu Podonavje, tako da bomo seveda tisto nadgradili in zraven klasične centralne, torej plina, uporabljali toplotno črpalko in fotovoltaiko. No in s tem seveda bomo sigurno torej povečali energetsko učinkovitost v naši občini. Preprosto povedano, tako kot doma, si delate računico, tako seveda bi moralo biti tudi, ali pa še bolj, tam, ki delaš z družbenim denarjem. Če si prej plačeval za elektriko, pa za enega od medijev, za kurjenje, karkoli že, v povprečju čez leto nekih 100 enot, če narediš toplotno črpalko in fotovoltaiko in že v štartu plačuješ manj, 100 minus nekaj let, 6, 7, 8 let, od tu naprej pa tega stroška več nimaš, je to pravilen pristop. In naslednjo leto seveda se bomo zelo intenzivno še ukvarjali prav z to energetiko, prav na teh 3 naših objektih. Oziroma veste, da je bila tudi sanacija telovadnice narejena, ker je talno gretje, ob zamenjavi parketa so pa na talno gretje položili tervol, kar pomeni, da talno gretje seveda več nima svoje funkcije in telovadnico je nemogoče danes ogreti torej na primerno temperaturo. In kdaj se bomo ponovno lotili zamenjave parketa, zaradi tega, ker bomo morali ta tervol odstraniti iz telovadnice, pa seveda ne vem, ker to bo zopet precejšnji strošek. Zato je še kako pomembno, če imaš dober lokalni energetski koncept in seveda, če se tega lotevajo ljudje, ki se na to spoznajo resnično strokovno. Toliko z moje strani okrog tega, svetnici in svetniki, izvolite, beseda je vaša. Marjan Lovrec, izvolite. Hvala za besedo. Zdaj ta lokalni energetski koncept je zelo zanimiv, saj ko to malo, ko to preštudiraš, gledaš, vidiš, da dejansko je občina čisto razgaljena energetsko. Zdaj tam pri podatkih, gospod je lepo rekel, da smo obnovljivi viri nekje čez 50%, ampak če gledamo, smo 12,8% nad povprečjem Slovenije pri porabi energije. Zdaj, če gledamo tudi podatek, da smo nekje občina z manj gozdovi, nekje imamo 1/4 gozdov, to je okrog 1000 hektarjev, pomeni, da naši občani dosti kurijo na drve, ampak si te drve tudi nekje kupijo. Koliko vemo, vozijo z Hrvaške, vozijo z drugih področij. Bolj bi bilo zanimivo, recimo, ko so ti sončna elektrarna, potem toplotne črpalke, potem energijska fasade, potem za sanitarno vodo v hišah, bi bilo zanimivo, da bi ljudje se več tega, ampak ker to je tudi sofinancirano, meni se zdi strani države, pa tudi z Evrope nekaj, bi predlagal, da v enostavni obliki, recimo ali ta energetska pisarna s Ptuja ali pa nekdo z občine, se to v našem občinskem glasilu lepo napiše, da je možno, kaj vem, toplotna črpalka, da toliko sofinancirano, da pri fasadi, pri sončni elektrarni ali pa kaj takega. Hvala.
Hvala lepa. Dalibor, mogoče za en članek, ne, ideja, pa boste pripravili. Hvala. Še želi kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo o lokalnem energetskem konceptu. Dalibor, tebi se zahvaljujem. In lep pozdrav. Predlagani sklep občinski svet občine Destrnik potrjuje lokalni energetski koncept občine Destrnik v predlagani vsebine. Glasujemo, da je za. Soglasno, hvala lepa. In smo že pri točki 3. Predlog proračuna občine Destrnik za leto 2021, druga obravnava. Najprej bom sam povedal tisto, kar se je med prvo in drugo obravnavo potekalo, potem dal besedo predsedniku odbora, potem vam in če bo kakšno konkretno vprašanje, bo potem Sonja, naša računovodkinja, tudi na to odgovorila. Odbor za šolstvo, kulturo, socialo in društva je torej predlagal amandma za postavko financiranje dežurne službe v zobozdravstvo. O tem smo sicer zadnjič na seji že govorili in formalno je torej to šlo skozi odbor in seveda predlagam, da torej, oziroma je to vključeno v pripravo proračuna, to pomeni, je odbor za finance to že povzel. Drugo je bil moj predlog 9.12., to je pa bilo že po odboru za finance, se je v pisarni oglasil potencialni kupec za del zemljišča za približno pol hektarja v Jiršovcih. Tam, ko imamo en del planirani za vaško gasilski dom in ostalo polovico za prodajo. Po pač oceni, ki smo jo lahko naredili, pa dali seveda tudi v razvojni program notri, da tako da lahko speljemo to prodajo in je že tudi v samem proračunu upoštevano, je prihodkov za 41.000 evrov in kot odhodek pa smo namenili kar na ureditev vežice in pokopališča. To pomeni, se na tisti postavki to toliko poveča. Mogoče bi kdo rekel, da bi lahko ta odhodek dali na postavko doma v Jiršovcih, ampak definitivno v letošnjem letu treba narediti projektno dokumentacijo, treba dobiti gradbeno dovoljenje in šele potem seveda razpis izpeljati, tako da ni variante, da bi to lahko letos tam koristili. No, v skladu z poslovnikom je Branko Goričan podal amandma za postavko 15.000 evrov, da se vzame iz postavke kanalizacije Svetnici in se da na postavko kanalizacija Placar. Ko so se o tem pogovarjala, potem, ko je bil vložen amandma, sem tudi predlagal, oziroma vam predlagam, da ta amandma, ker je po odboru in ni vključen v proračun, torej tudi sprejmemo. Zdaj teh 15.000 evrov bo potrebno seveda uporabiti za doprojektiranja projektne dokumentacije, katero ima občina Ptuj izdelano za kanalizacijo do Nove vasi. Neuradno smo se že pogovarjali in so kapacitete kanalizacije do Nove vasi dovolj velike, da bi se lahko ta del naše občine zraven priključil. Tako da
je bil ta amandma smiselni in seveda to bo šlo relativno hitro oziroma v letošnjem letu že v realizacijo, ker Mestna občina Ptuj, ste lahko prebrali tudi iz javnih medijev, začenja z veliko investicijo kanalizacije 9 milijonov v naslednjem letu. Torej, potem, ko bomo šli skozi, bom dal seveda ta amandma na glasovanje in predlagam, da ga potrdimo. No in tako bo naš proračun za leto 2021 pri prihodkih težak 3 milijone 380 tisoč in pri odhodkih 3 milijone 548 tisoč. Torej, vzeli bomo oziroma najeli bomo tistih 61 tisoč evrov kredita po 23. členu in odplačali kredit v višini 140 tisoč evrov. Drugače, torej proračuna ne načrtujemo z novim kreditiranjem. Razliko med prihodki in odhodki, to je cirka 250 tisoč, pa pokrivamo z prenosom iz letošnjega leta. No, iz tega, torej celotnega proračuna seveda z veseljem povem, da bo nekaj čez 45% ali okrog 1,6 milijona evrov šlo izključno za investicije v občini. Investicije se povečujejo tako na cestah, kanalizacijo, pokopališču, kulturi ter las sredstva. Seveda večina investicij je pa razdeljenih tako, da bomo imeli torej za nabavo opreme in nakup prostorov stare občinske stavbe, okrog 170 tisoč evrov, potem okrog 54 tisoč evrov je planirano naslednjo leto za nabavo gasilskega vozila, potem nekaj čez 40 tisoč evrov projekt Interreg po Donavje, to je o tistem, kar sem prej govoril pri energetskem konceptu. Potem imamo 600 tisoč evrov planirano za pločnik v Vintarovcih, kolesarske poti, rekonstrukcija lokalnih in javnih poti ter javna razsvetljava. Veste, da že 10 let stojijo štange, oziroma stojijo, ne štange, kabli ven visijo in v 10 letih žal se ni naredilo nič na tem področju. Moram vam povedati, da imamo z javno razsvetljavo izredno velike probleme. V zadnjem času izgleda, da imamo od enega merilnega mesta do prvega odjema, ker je položen kabel 4x16 aluminij, kabel v defektu, zato nam razsvetljava tu po občini, po centru občine pač gori na eno varovalko, na eno fazo. Bojim se, da bomo celo morali izklopiti za nekaj časa, dokler ne bomo seveda kabla zamenjali. Menjava kabla pa pomeni približno 60 metrov rezanja asfalta, kopanja asfalta gor in to, da bomo morali tudi ta čas izklopiti reflektorje za našo cerkev. Bomo to gospodu župniku tudi povedali, v čem je razlog, pa zato vam tudi na tem mestu povem, da ne bo kakšnih spodrsljajev. Potem imamo za kanalizacijo Svetnice, no sedaj tudi projektno kanalizacijo za Placar, sofinanciranje malih čistilnih naprav, nekaj čez 200 tisoč evrov. Potem imamo nekaj čez 300 tisoč evrov za obnovo vodovodnega sistema Spodnje Podravje, urejanje pokopališča in prostorski plan. Z veseljem povem, da smo v tem tednu z načrtovalcem prostorskega plana, torej direktorica Gregor pa načrtovalec prostorskega plana, šli po celotni občini, od parcele do parcele. Sedaj bo seveda pripravo
pač strokovno podlago, tako da bomo lahko zaprosili za mnenja. Po seveda briefingu, po dvodnevnem ogledu po občini, ko mi je bilo predstavljeno, je veliko takšnih želja in vlog, ki seveda ne bodo dobile zelene luči, ker je pač enostavno nemogoče. Ne bo šlo seveda na ministrstvih, ne bomo dobili soglasje in po drugi strani pa sami dobro veste, da imamo število gradbenih parcel na število prebivalcev tako ali tako preveč. No in potem imamo okrog 100.000 evrov za rekreacijsko pot, potem načrt za vaško središče, Jiršovce, kulturno dvorano. Je bilo tudi rečeno, da je potrebno, ta okna zadaj za vami so tako prhka, da zunanje strani ne smete dobro pihniti, pa bodo not padla. Torej zamenjava tudi tega bo nujno potrebno v naslednjem letu. Potem je 28.000 evrov planirano za vložek v projektno dokumentacijo za vrtec in za šolo, kjer bomo probali prestaviti tehnično delavnico v prostore, tam kot je bil nekoč vrtec, v kletne prostore, tam bo potrebno klet poglobiti za kakšni meter, dozidati temelje, narediti, to tehnično učilnico tja prestaviti, potem pa tu, kot je sedaj tehnično učilnico, v glavnem seveda vsi poznate, našo šolo, pa povečati jedilnico. Sploh sedaj, ko je tako veliki problem s tem COVID-om, je še to toliko bolj nujno potrebno. Jasno, da tega ne moramo prej delati kot v počitniškem času. 10.000 evrov sanacija plazu v Drsteli in 30.000 evrov planiranih za nakup režijskega obrata bagerja. Toliko z moje strani. Torej predstavitev, sedaj pa prosim predsednika odbora za predstavitev, gospod Marjan, izvolite. Hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se sestal na drugi redni seji pri pregledu proračuna za leto 2021 in sicer drugega branja je soglasno sprejel in predlaga, da občinski svet potrdi. Prav tako je odbor za plan in finance na 8. redni seji točko dnevnega reda proračun občine Destrnik za leto 2021, drugo branje po temeljiti razpravi tudi sprejel in tudi predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Svetnici in svetniki, izvolite, beseda je vaša. Kdo želi besedo? Gospod Horvat, izvolite. Horvat, Sužnik. Ja, hvala za besedo. Najprej moram eno zadevo pohvaliti v proračunu in sicer 30.000 evrov, katera so namenjena za delovanje vaških odborov. Tu mislim, da je zelo pozitiven premik in bodo nekako vaške odbore neke manjše stvari lahko lažje neposredno urejali. Potem bi se dotaknil kolesarske poti Janežovci do režijskega obrata. Poglejte, tu imamo v razvojnih programih in pa v proračunu za letošnjo leto oziroma drugo leto 2021-2022 754.000 evrov je tu skupno denarja. Ceste, ki jih gradimo po občini,
stane okrog 80-85 tisoč evrov kilometer. To je nenormalna cena, gledajte, to je skoraj kot da avtocesto delamo. Zato jaz mislim, da se tega na tak način ne moremo privoščiti, tudi prometna cesta ni tako, vsekakor podpiram kolesarsko pot ob regionalni cesti, katera je bistveno bolj izpostavljena, tudi bolj nevarna za udeležence prometa. Ta cesta ni toliko prometna, pa ne, da bi bil proti kolesarski poti, ampak za tako ceno pa ne. Namreč ne moremo mi 3/4 milijona evrov nameniti za kolesarsko pot, obenem pa porabiti denar, ki je bil pridobljen za vzpostavitev industrijske cone oziroma obrtne cone, kjer sta bila dva kupca znana, to gospod župan zavaja, namreč sta bila znana in sta bila pripravljena kupiti, gospod Pukšič jima je pa dvigoval ceno. Zato do tega ni prišlo in jima pač ni želel prodati. Naslednja stvar, ki je hudo moteča, je že se vleče iz leta 2020 v 2021, razprodaja občinskega premoženja. Torej, mi smo novi objekt, oziroma ste, ker tu nisem želel sodelovati in nikoli ne bi, prodali in zdaj se selite v stari objekt, staro občino, vlažno stavbo, katero bo težko obnoviti tako, da bi bila nekako primerna današnjem času. Problem pa je v tem, da skoraj ves denar tja vlagamo nazaj in imeli še bomo vedno staro. Tu enostavno ne morem razumeti gospodarjenja gospoda Pukšiča. To lahko se zgodi samo v Destrniku, gospod Pukšič in pa v Butalah, drugje verjetno težko. Potem, gledajte, pred 2 letoma smo imeli v proračunu za službena potovanja 4600 evrov in je na ene izmed soočen gospod Pukšič izpostavil, da je preveč. Sedaj imamo preko 14 000 evrov, pa je v redu. To se pravi, 10 000 evrov smo na isti postavki povišali, službena potovanja, zdaj bi pa naj bilo v redu. Tako da, tako potratnih nekaterih stvari nikakor ne morem podpirati. Ker enostavno z logiko in pa racionalnostjo ne grejo skupaj. Hvala. Gospod Sužnik, izvolite. Hvala lepa za besedo. Jaz bom tudi rekel, da mogoče pa zdaj počasi proračun prehaja v neke tirnice, v kateri smo si že na začetku želeli, predvsem iz dejstva, da ne prodajamo več občinskega premoženja v takem velikem obsegu. Če najprej naj izpostavim pozitivne stvari, je zagotovo investicija v Jršovcih, investicija v pokopališče in pa predvsem pomembno se mi zdi investicija v vodovodno omrežje. Jaz mislim, da smo tu mogoče že kaki korak, pa nismo to zdaj mi krivi, ne? Kaki korak že prepozno, glede na to, da je ta vodovodno omrežje res že naluknjano, pa vedno več težav dela. Skratka, se mi zdi ta investicija nujno potrebna in upam, da bo šla hitreje naprej, kot je šla do zdaj. Če samo dopolnim kolega Horvata v kolesarkah, tudi jaz imam tu nekaj pomislekov. Predvsem bi ga dopolnil v tej, da mi imamo od teh 754 076 evrov, od tega lastnih sredstev 334 000. Se pravi, 334 000 bomo dali za to kolesarko. Absolutno nisem proti kolesarki, samo dajmo to preračunati na meter kolesarke. Se mi zdi res potratno. Tudi ne vidim nekega argumenta, zakaj so cene poletele dobesedno ne v nebo, še više. No? Mislim, ker to so res astronomske vrednosti. Kar bode v oči, ali pa kar se vleče še iz preteklih let, je pa tudi investicija v upravne prostore. Jaz sem malce seštel skupaj. Ne? Mi smo v tem trenutku, oziroma po tem predlogu, na 306 000 evrih bomo vložili v
stare upravne prostore. Tu sem seveda seštel tako opremo kot investicijo in pa sam nakup, ter tudi 72 000 investicije preko ekosklada, od tega je samo 20 000 ekosklad, ostalo so naši denarji. Se pravi, zelo hitro se približujemo tistemu znesku, za kateri znesek smo prodali novo občinsko stavbo, kar se mi seveda ne zdi niti malo racionalno. Drugače pa, kot rečeno, počasi prehajamo. Še to sem pozabil. Kabelska televizija, spet povečujemo za 1000 evrov, pa še vedno nimamo nekega stalnega termina na tej televiziji, kar smo ga imeli prej na SIP TV-u. Zelo hitro se približujemo tistemu znesku, kateri je bil glavni argument, da smo zamenjali televizijo. Se pravi, počasi nam bo zmanjkal tudi ta edini argument in jaz upam, da bomo s tem korakom nekaj naredili. Absolutno je bil stalni termin v občini Destrnik tisti ključni podatek, tisti ključni argument, ki je pil vodo, zakaj smo bili pri drugi televiziji. Tako, toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Ne bom odgovarjal, zato ker pač nekateri namerno mešate hruške in jabolka, nekateri namerno zavajate in govorite neresnico. Proračun svoje povedal. 2 leti dela smo dokazali, da znamo, zmoremo, hočemo, da smo voz pripeljali tam do Ročic, je bil v Dreku, sedaj je zunaj na ceste in da ga bomo peljali naprej. Še želi kdo besedo v proračunu? Gospa Fras, izvolite. Hvala za besedo. Nisem se mislila odzvati. Opažam v občinskem svetu, da tudi če kaj rečeš, je preveč. Torej, jaz mislim, da sta moja kolega povedala Gospa Frasova, o proračunu, ne o komentarju. Zato bom samo tako rekla. Komentar na vaš komentar, gospod župan. Jaz bom letos glasovala za ta proračun in glasovala bom za. Notar je kar nekaj stvari, ki so v redu, je pa tudi nekaj stvari, ki me motijo, vendar pač tako je. Vedno so me v kakem proračunu kaj motilo, pa smo glasovali za. Ampak moti pa me najbolj to, da je bil voz v Dreku, zdaj pa vuni na cesti. Oprostite, ampak z njega še vedno gre Drek, če smo že pri teh grdih besedah. Hvala. Ja, se je bil še malo globje. Še želi kdo besedo? Izvolite, gospod Horvat. Hvala. Mogoče eno okrog vodovoda. Jaz mislim, da težave z vodovodom, katere se pojavljajo, v glavnem po Pesniški dolini najbolj je izraziti tale glavni vod, je precej težav ravno na komunale. Namreč komunala je že iz 80 let pobirala amortizacijo tega vodovoda, tega denarja ni nikjer. Naredilo pa se ni nič druga, kak sprotno vzdrževanje, koliko je bilo, tako da tu, po mojem mnenju, manjka ogromno denarja, kateri je poniknil iz tega vodovoda. Pa ne zaradi občin, ne naše, pa ne drugih, ampak po mojem mnenju je tu težava v komunali, kjer se je tale denar prerasporejal za druge potrebe. Potem pa bi mogoče samo izpostavil eno zadevo, in sicer kanalizacijo v Svetnicah. Jaz sicer podpiram, da se Svetnici Gomilci oziroma tale del naredi kanalizacijo, vendar v tem trenutku delamo slepi vod. Jaz mislim, da je osnova kanalizacije, da začnemo z čistilno napravo, da imamo potem kam priklapljati. Da to me zanima oziroma pogrešam čistilno napravo. Namreč to je osnova za kanalizacijo. Dokler mi delamo samo vode, katerih nimamo kam priklopiti, nismo s to kanalizacijo še nekaj pridobili. Hvala. Še kdo? Gospod župan, izvolite.
Hvala za besedo. Kar se tiče proračuna za leto 2021, namreč kolegi svetniki iz opozicije, ja, vsi vemo, še Bog ni za vse, ne da bi bili mi, ne, ampak žal pač tak je. Je pa res, da pa v zadnjih 2 letih smo pa vseeno nekaj naredili, ne. Kakorkoli gledamo, naredilo se je nekaj cest, naredilo se je, dela se tudi naprej, in se bo delalo, dela se optika, v tem trenutku se dela optika. V prihodnjem letu oziroma tudi v tem trenutku se že delajo kandelabri za razsvetljavo. Tako da jaz ne bi gledal tako monotono oziroma tako slabo na vse skupaj, temveč, ne me narobe razumeti, sem slišal tudi nekaj pohvalnih besed, ne samo graje, ampak vseeno je zelo pomembno, da če hočemo še v naslednjih 2 letih nekaj za naše občane narediti, bomo mogli biti složni in tudi verjamem, da danes, kar se tiče vas, kolegov iz opozicije, da boste šli v to smer, da boste podprli ta proračun za leto 2021, saj to je edino izhodišče, da se občina razvija. Hvala. Hvala lepa. Še želi kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo. Zdaj, omenjene cene, ne, okrog kolesarke, če bo, mislim, po nekaterih vaših ocenah, da je nenormalno visoka, ne. Ja, če me vprašate, jaz se z vami popolnoma strinjam, ne. Nenormalno visoko, ampak takšne so projektantske cene. Ko bomo imeli razpis, bomo seveda videli, kaj bomo na razpisu dobili. Ni res, ne, da bi dala občina 300 000, ampak v letu 2021 108, v letu 2022 132, 232 je evropskega denarja v prvem letu in v drugem 186 000. Kar se stare občinske stavbe tiče, ne, težko kalkulirate, da smo mi dali 72 000, ne. To za projekt, na katerega smo se pravili, ker pač druge tako ali tako tega ne bi mogli porabiti, ker je za manjšo zadevo, ne. Tukaj se lahko, to pomeni, je to samo nadgradnja in je kvaliteta k strategiji energetske bilance v občini seveda torej doprinese, ne. Ja, občina Destrnik je imela 1,2 milijona evrov na razpolago, 400 pa nekaj tisoč over commitmenta, potem 3 postavke, ena kolesarka, ena kanalizacija pa ene obrtne cone. Tudi v nekaterih drugih občinah so seveda iz tega naredili nekaj drugega, nekaj vlevo ali v desno, skratka celotni over commitment se lahko izkoristil za kolesarko in danes govoriti o kolesarki za Pesniško dolino, absolutno ja, moj prvi ja, seveda, se to bomo tudi delali, ne, ampak najprej treba projekte narediti. Imaš projekte, treba odstopne izjave oziroma notarsko overjene izjave za pravico graditi in tako dalje. Veste, to se pač dela kaki 2 leti preden misliš, da bo to. In ko se je vedelo, ko je bila fair play razdelitev med župani občin, takrat koliko bo katera koristila, se pač Destrnik za to ni odločil. Takrat nisem sedel jaz na tem mestu. So pa nekateri, ki se danes prizadevajo za kolesarke in ne vem kaj, bili na teh mestih, ki so odločali. Pa niso. To smo dobili. Dobili smo še kaj druga. In to je trebalo porihtati. In to smo, hvala Bogu. Dobro. Pri proračunu
bomo sprejeli torej 3 sklepe, preden pa dam sklepe v obrazložitev. Branko? Aha, prosim. Ja, vse so se dogovorila, da bom kar dal amandma na glasovanje. In sicer, da ga preberem, na podlagi drugega odstavka 92. člena Poslovnika občinski svet je bil torej pravočasno vložen amandma z strani svetnika Branka Goričan. Amandma se glasi, da se umesti nova proračunska postavka. To ne bo nova proračunska postavka, Branko, tako kot si ti predlagal 05016, ampak bo 05020, ker je že pač tista zasedena, tako čisto tehnično, na katero se zagotovi kanalizacija Placar, sredstva v višini 15.000 evrov. Za uravnoteženje proračuna se sredstva zmanjšajo na proračunski postavki 05015, kanalizacija Svetnici Gomilci. Dajem takšni amandma na glasovanje. Kdo je za amandma? Soglasno, hvala lepa. S tem je pa torej tudi proračun usklajen, tako da je uravnotežen. Sedaj pridemo na glasovanje o 3 sklepih. Občinski svet občine Destrnik sprejme sklep, da se potrdi usklajen proračun občine Destrnik za leto 2021 in s tem se potrdi odlok o proračunu občine Destrnik za leto 2021 v predlagani vsebini. Kdo je za? Na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 9 za. Kdo proti? Nihče proti. Drugi sklep, občinski svet občine Destrnik sprejme načrt ravnanja z ostalnim premoženjem občine Destrnik za leto 2021 v predlagani vsebini. Kdo je za? 9 za. Je kdo proti? Nihče proti. In tretji sklep, občinski svet občine Destrnik sprejme sklep o izjemah od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Destrnik za leto 2021 v predlagani vsebine. Kdo je za? 9 za. Kdo proti? Nihče proti. In smo že pri točki 4. Predlog letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Destrnik za leto 2021. Poročevalec, predsednik odbora, izvolite. Hvala. Letni načrt je izdelan z namenom usklajevanja razvoja, opremljanja in delovanja gospodarsko javne službe gasilstva in za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. Letni načrt je obravnaval Odbor za požarno varnost in civilno zaščito ter predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predlaganem besedilu. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Zaključujem razpravo. Dajem predlog sklepa. Občinski svet občine Destrnik sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Destrnik za leto 2021 v predlagani vsebini. Kdo je za? 10 za. Hvala lepa. Prej sem pozabil povedati na začetku, Žan pa Anton se je opravičil iz zdravstvenih razlogov. Torej smo pri 5. točki dnevnega reda, predlog programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Destrnik za obdobje 2021-2025.
Predsednik Andrej Zelnik, izvolite. Hvala. Tudi s tem programom se zagotavlja delovanje sistema zaščite in reševanja občine Destrnik za obdobje 2021-2025, kar pomeni varno, strokovno in učinkovito spremljanje razmer, posredovanje na intervencijah, reševanje in pomoč ter izvedba najnujnejših ukrepov za vzpostavitev razmer, ki jih obvladujejo redne službe občine. Program varstva za obdobje 2021-2025 je obravnaval Odbor za požarno varnost in civilno zaščito ter predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predlaganem besedilu. Hvala. Predsednik, hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Gospod Horvat, izvolite. Ja, hvala za besedo. Prav je, da se tudi zaščita in reševanje nekako uokviri v občini, da ta dokument sprejmemo. Bi pa mogoče opazil eno napako tu v besedilu, in sicer za pokritost signalom sistema ZARE v širšem območju občine je poskrbljeno preko, tu piše repetitorja Ulovka in Krim. Tu je napaka, namreč mi se pokrivamo iz repetitorov Jelovice in pa Ormož. To bi tekstualno trebalo popraviti. Dobro. To je bilo verjetno odkud skopirano, pa je pač tam bilo tako navedeno. Hvala. Hvala lepa na opozorilo. Bomo to pogledali in potem dokumentu popravili. Še kdo? Zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa. Občinski svet občine Destrnik sprejme program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Destrnik za obdobje 2021-2025 v predlagani vsebini. Kdo je za? Soglasno. Hvala lepa. Sedaj smo pri točki 6. Točko 6 in točko 7 bo, ker sta pač povezani, predstavila direktorica občinske uprave. Gospa direktorica, izvolite. Hvala za besedo. Tako kot je župan povedal, ker sta 6. in 7. točka med seboj povezane, smiselno, da podam obrazložitev za obe točki hkrati. Namreč vse navedene spremembe so predlagane v povezavi s smernicami trajnostnega razvoja in spremembami uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ki v okviru 8. in 12. točke izvajalcu javne službe dovoljujete, da zbira odpadno steklo od vrat do vrat. Na minule 11. redni seji ste svetniki občinskega sveta občine Destrnik sprejeli elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev veznih občinskih gospodarskih javnih služb in letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Destrnik. In da se bo to začelo izvajati z 1.1.2021, je potrebno tudi spremeniti oziroma dopolniti odlok, ki ga imate pod točko 6 in tehnični pravilnik pod točko 7. Zato se predlaga, da svetniki potrdite spremembe odloka in pravilnika v predlagani obliki. Hvala lepa. Želi kdo besedo? Zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Destrnik sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe, ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Destrnik po skrajšanem postopku. Glasujemo, kdo je za. Soglasno, hvala lepa. In drugi sklep, občinski svet občine Destrnik sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe, ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Destrnik v predloženem besedilu. Kdo je za? Soglasno, hvala lepa. Smo 6 pa 7 zaključili. Prosim? Kaj si? Aha, pravilnik. Ki imamo sklep v pravilniku? Tu je, pardon. Ok. Pravilnik seveda o spremembanju in dopolnitvah tehničnih pravilnikov o ravnanju z komunalnimi odpadki. Predlog sklepa je občinski svet občine Destrnik sprejme predlog pravilnika
o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Destrnik v predlagane vsebine. Nisem vprašal prej, ali želi kdo besedo okrog pravilnika. Ne. To pomeni, glasujemo o sklepu. Kdo je za? Soglasno. Hvala lepa. Zaključili smo 7. in smo pri 8. točki. Predlog poslovnika občinskega sveta občine Destrnik, prva obravnava. Predsednik, izvoli, gospod Robert Simonič. Hvala za besedo. Samo sekundo. Statutarna upravna komisija se je zbrala na tretji redni seji včeraj, kjer smo obravnavali drugi del občinskega akta, to je poslovnik. Kot vemo, smo na prejšnji seji potrdili statut. Komisija je namreč na obravnavi sestavila pri 3 točkah, kar pomeni, da smo sestavili pri 23. členu, verjamem, da imate vsi odprto, in smo namreč je bil predlog posamezno, se pravi, bom govoril v celem stavku, posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, ampak vsaj 2 oziroma 3 dni pred sejo sveta, saj bi se s tem omogočili pregled gradiva svetnikom pred samo sejo. In potem nadaljujem, če gradivo ni bilo mogoče pripraviti do sklica seje ali če gre za dodatno gradivo, pa spet je notri vmes ta del predloga, izrednega pomena in se svetnikom vroči fizično na sami seji. Se pravi, dodano je, ampak vsaj 2 do 3 dni pred sejo sveta, da saj bi s tem omogočili pregled gradiva svetnikom pred samo sejo, in potem še v tem istem členu izrednega pomena in se svetnikom vroči fizično na sami seji. Spravi, pač nekaj, kar je izrednega pomena, ker prej enostavno ni bilo mogoče vročiti. To je v 23. členu. Potem smo še se ustavili pri 25. členu, ko gre za dopisne seje, pa bom šel kar čez celi člen. Kadar gre za posamezno nujno zadevo manjšega pomena, se lahko opravi dopisna seja sveta. Dopisna seja se opravi na podlagi vabila poslanega preko elektronske pošte oziroma objavljenega v informacijskem sistemu občine s priloženim gradivom in predlogom sklepa, ki naj se sprejme z glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje, točen datum in čas trajanja seje. To je do katere ure se šteje trajanje seje. Predlog, ki smo ga namreč, ki je bil podan s strani kolegice komisije, je predlog odbora, da bi dopisna seja imela vsaj na razpolago 48 ur za glasovanje. Saj bi s tem omogočili svetnikom več časa za pregled gradiva. Da pa v starem poslovniku, se pravi v trenutno veljavnem poslovniku, se pravi ne omejujemo časovno dopisne seje, pa bi seveda potem, ko bom zaključil, bi želel kot predsedujoči komisije slišati oziroma da dobimo še strokovno razlago iz občinske uprave oziroma župana, ker tako kot sem rekel, do zdaj v tem členu dopisne seje nismo imeli omejevanja, časovnega omejevanja, kar se načeloma v nekem danem trenutku je lahko to verjetno pomembno. Tako sem rekel včeraj na tej seji, ko smo imeli komisijo, je pa predlog 48 ur. Ko bom zaključil, bi res prosil, se pravi občinsko upravo
oziroma župana za neko strokovno razlago, ali je časovno omejenost v dopisni seji pomembna ali je nepomembna. Pa grem naprej še do 43. člena poslovnika, samo majčkano, pa je izbrisano, se pravi po starem 46. členu je izbrisana 4. točka, kadar je za sprejem odločitev potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj 2/3 vseh članov občinskega sveta. Namreč komisija predlaga, da se ta 4. točka v tem členu namreč vrne oziroma ga damo nazaj. Da pa gre za poslovnik oziroma da gre za občinski akt, si bom pa vzel še mogoče malo več časa, saj na koncu koncev je tudi prav, da naši občani slišijo, kaj pomeni poslovnik, in bom prebral obrazložitev. Poslovnik občinskega sveta občine Destrnik, uradno prečiščeno besedilo v nadaljevanju besedilo poslovnik je bil sprejet dne 12.10.2010 in doživel še eno spremembo oziroma dopolnitev, in sicer v letu 2014. Tudi poslovnik je bil leta 2016 predmet pregleda se strani Ministrstva za javno upravo. Službe za lokalno samoupravo, ki je dne 16.5.2016 izdalo opozorilo, da je potrebno upraviti uskladitev temeljnih aktov, statuta poslovnika občinskega sveta in poslovnika nadzornega odbora z zakoni najpozneje do 31.12.2016 ter o tem obvestiti ministrstvo. Namreč, tako kot sem dejal na prejšnji seji, se pravi, minilo je 4 leta, odkar bi to moglo biti urejeno, in pač enkrat mora biti, zato na tem delamo zdaj. Cilj, ki ga želimo doseči s sprejetjem novega poslovnika, je njegova uskladitev z državno zakonodajo ter novo sprejetim statutom občine Destrnik. V 1. členu poslovnika je določeno, da poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta, v nadaljevanju svet, ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta, v nadaljevanju člani. V osnutku poslovnika so brisana nedoslednosti pri rabi izraza svet kot občinski svet občinskega sveta oziroma član kot občinski člani, pri čemer dosledno upošteva določilo 1. člena. V 5. členu se dodajo ob rednih in izrednih sejah doda še dopisne seje, saj niso navedene, čeprav se v praksi sklicujejo in je tudi nominirana v poslovniku. V besedilu poslovnika se beseda pečat nadomesti z besedo žig, ki je uporabljena v veljavni zakonodaji v 7. členu. V 1. in 3. odstavek 11. člena poslovnika sta se v nasprotju z določbo 15.b člena zakona o lokalni samoupravi saj določata, da prvo sejo občinskega sveta vodi župan. Prvo sejo občinskega sveta namreč vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet, in se pravi, da se 3. odstavek črta. Pri odstavku 5. odstavek 14. člena se uskladi z določbo 34.a člena. Člena zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da članov občinskega sveta razen podžupanu pripada sejnina za udeležbo na seji in ne del plače. 15. člen poslovnika se črta, saj imajo v skladu z Ustavo Republike Slovenije pravico do imunitete zgolj poslanci državnega zbora in seveda ne svetniki oziroma svetnice. Besedilo 23. členu v delu, ki se nanaša na sekretarja občinskega sveta, ni v skladu z določbami 49. člena zakona o lokalni samoupravi, strokovno-tehnična dela in organizacija, saj občinskega sveta ne upravljajo v občinski upravi in tudi zakonodaja, ki ureja položaj zaposlenih v javni upravi, ne predvideva naziva sekretar občinskega sveta, 23. člen smiselno uskladiti. V 33. členu se doda določilo, da se predlogu za umik zadeve z dnevnega reda ne razpravlja in ne glasuje tudi v primeru, kadar umik predlaga predlagatelj te zadeve. V 35. členu se čas trajanja replike podaljša za največ 3 minute in trajanje dodatne razprave 3 minute. Določba poslovnika od 41. do 45. člena se smiselno združuje v en člen, saj vsi urejajo ukrepe vzdrževanju reda na seji.
kar je včasih pri nas pomembno. V 50. členu, sedaj 46. členu, se črta glasovanje ne glasujem, saj tega glasovanja zakon o lokalni samoupravi ne pozna. Glasuje se le za ali proti. Član, ki ne glasuje, pa je neopredeljen. Tretji odstavek 50. člena tudi ni v skladu z določenim prvega odstavka 35. člena zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da občinski svet sprejme odločitve na svoji seji že večino opredeljenih glasov navzočih članov, zato se ustrezno uskladi. Beseda delavec v besedilu poslovnika nadomesti z besedo javni uslužbenec v ustreznem sklonu v skladu z veljavno zakonodajo in terminologijo. Na primer, prejšnji 51. in 54. člen se pravi starega poslovnika. Določba 53. člena je neprimerna, saj ima v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja vsak pravico do vpogleda v vse spise v gradivo občine. Črta se četrti odstavek 59. člena, sedaj 55. člena, ker ni usklajen z določbo 8.a člena, sedanji 9. člen poslovnika in predlagamo, da se črta, saj ni potreben. Bistvena sprememba predstavlja dopolnitev drugega odstavka 51. člena poslovnika, v katero določa hramba zvočnega posnetka, saj do potrditve zapisnika Določba je posledica sprejete odločbe informacijske pooblaščenke, ki je z odločbo z dnem 21.11.2013 zavzela stališče, da je utemeljena hramba posnetka le dokler obstajajo razlogi zanjo, to pa je dokler ni potreben zapisnik seje. Beseda magnetogram se črta in nadomesti z ustrezno besedno zvezo zvočni posnetek seje, saj je magnetogram dobesedni zapis zvočnega posnetka seje. Dobesedni zapis poteka seje pa tudi ni namen zapisnika. 98. in 99. člen poslovnika določata enako vsebino, to je sprejemanje uradnega prečiščenega besedila predpisa, zato je vsebinsko združi v en člen, sedaj 97. člen. Ker je sprejeta obvezna razlaga pod predpisa njegov sestavni del, se mora v skladu z zakonodajo prav tako objaviti v uradnem glasilu občine, zaradi česar dodan nov 5. odstavek 96. člena. 112. člen določa prenehanje veljavnosti dosedanjega poslovnika s sprejemom novega, kar bo pomembno, se pravi na drugem branju. Poslovnik začne veljati 15. dan po objavi v uradnem glasilu občine v skladu z 154. členom Ustave Republike Slovenije. Glede na obrazloženo predlagamo, se pravi komisija predlaga občinskemu svetu, da osnutek novega poslovnika v prvi obravnavi obravnava in seveda tudi v nadaljevanju sprejme. Sedaj sem jaz zaključil in bi prosil za strokovno razlago. Hvala tudi za obrazložitev širšo. Jaz se bom dotaknil treh členov, 23, 25 pa 43. Pri 23. ko predlagate, da bi eventualno v dopolnitev gradivo dali 2 ali 3 dni pred sejo, se nagibam temu, da je lahko 2 dni, če se vendarle kaj vmes zgodi, ampak praviloma, kot ste videli v teh 2 letih, seveda se nismo posluževali, da bi vam vročali na redno sejo gradivo, razen če je bilo kaj nujnega. Tako da ta možnost ostati fizično na sami seji je dobro, da ostane, ker je smiselno, in smiselno je, da tudi tisto, da dodate 2 oziroma 3 dni pred sejo. Če se da, bi jaz kar predlagal, da ostaneta 2 dneva pred sejo. Še vedno je potem vendarle dovolj časa, da se pogleda. Dopisna seja. Dopisna seja pa ni namenjena nekim večjim spremembam. Čilik so nekateri tudi to izkoriščali za velike številke, ampak v času vodenja občine in občinskega sveta z moje strani, ne v prejšnjih in tudi ne v tem mandatu,
Dopisna seja je namenjena izključno temu, da se je nekaj zgodilo, da je nekaj potrebno narediti, ni pa tako, bom rekel, odločujoče, da bi morali o tem, pa morali imeti sejo, ali pa je nemogoče jo sklicati v tako kratkem času. Tu seveda absolutno nasprotujem predlogu odbora, da bi bil sklic 48 ur, da bi se lahko gradivo pripravili, pogledali in tako dalje. Vsi svetniki pa še posebej imate mojo mobitel številko in me seveda lahko kadarkoli pokličete za kako pojasnitev ali pa seveda, če sam ne bom znal odgovora, bom vas napotil na koga od strokovne službe v občinski upravi. Ko bomo predlagali za drugo branje v skladu z 78. členom poslovnika besedilo, tam se torej povzamejo, smiselno se povzamejo današnja razprava in se potem besedilo poslovnika pripravi na novo. Seveda bom vztrajal na tem, da bo, oziroma vztrajal pač predlagal, da bo gradivo pripravljeno tako, da v 25. členu omejitve ne bo. 25. člen naj ostane takšen, kot je, brez kakršnihkoli omejitev. Doživeli smo letos, kako hitro in kaj vse je bilo potrebno narediti v nenormalno kratkem času. Tudi strokovno in tehnično je bilo skoraj nemogoče izpeljati, sva smo imeli izredno sejo, pa vendarle, v zvezi z podeljevanjem stavbne pravice. No in glede na to, da nas čaka precej razburkano leto, tudi na investicijskem področju, se seveda lahko pripeti, da je potrebno kakšno odločitev relativno hitro sprejeti. Vedno niti ni časa za en dan, je časa za par ur, ampak še vedno je bilo 3, 4, 5 ur. Tudi obveščeni ste bili vedno, če je bila dopisna seja po mobitelu, po SMS-ih, tako da ne bi imeli informacije, seveda ni bil problem. Pri 43. členu pa točno ne razumem, kaj to pomeni, kadar je za sprejet odločitve potrebna dvotretjinska večina, vseh svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj 2/3 vseh članov občinskega sveta. Če je potrebna dvotretjinska večina, pa vas 8 dni ne more odločati o tistem, oziroma ne bi bilo sprejeto, bi bilo neumno dajati na glasovanje, če bi bilo 7 svetnikov. Ne more. Razen zdaj, če je kdo imel v mislih relativno pa absolutno večino. Absolutna večina pomeni pri nas, pri 11 svetnikih 8. Relativna večina pa pomeni od prisotnih 2/3. To pa je lahko od 7, 8 prisotnih ali pa 9, pa 2/3. Ampak ne spomnim se, da bi mi imeli v poslovniku katero zadevo, da bi odločali z relativno dvotretjinsko večino. Vesna, če se motim, me prosim dopolni, ampak mislim pa, da ne. Tako da, ne vem, pravim, ok, tu bomo seveda ta člen sklepčnost pač napisali tako, da bo smiselno, da bo, če pa ja, seveda, to je popolnoma jasno, dvotretjinska večina je pač dvotretjinska večina. Toliko na pripravljene spremembe poslovnika v prvem branju z moje strani. Ostalo, kar je predsednik statutarno-pravne komisije povedal, pa je bolj ostale stvari, so pač bolj tehnične narave, ki se bodo uskladile. Jaz sem celo mislil, da bomo mogoče prav na tej dopisni seji, ampak ni, bom rekel, usmeritev v tej smeri, glede na COVID in tako dalje,
Seveda, sedaj vidimo, da se pač da komod delati tudi preko transferjev in seveda, če bo do tega prišlo, bomo pač seveda seje tudi mi sklicevali takole. Ne. Izvolite, svetnici, svetniki, beseda je vaša, gospod Sužnik, izvolite. Sužnik, Horvat, Fras. Hvala lepa za besedo. Torej, jaz bi se dotaknil tu v obrazložitvi, ste napisali 15. člen poslovnika se črta. Saj imajo v skladu z Ustavo Republike Slovenije pravico do imunitete zgolj poslanci Državnega zbora. Zdaj iz samega poslovnika je razvidno, da ste vi črtali 15. člen drugi odstavek. A lahko to zdaj pojasnite, kaj zdaj drži, ker kot zgleda, vi ste črtali 15. člen drugi odstavek. V obrazložitvi ste napisali 15. člen poslovnika se črta. Samo malo, Vesna, samo malo, zapiši si, bo dala Vesna odgovor. Še kaj? Hvala lepa. Ok, Horvat, izvolite. Gremo ti trije, pa potem bo žal ti odgovor. Ja, hvala. Prav tako se pridružujem temu 15. člen poslovnika, namreč samo da prečitam, kaj pravi. Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije. Drugi člen oziroma drugi odstavek tega 15. člena pa pravi, član občinskega sveta nima imunitete ter za svoje dejanja, ki niso povezane s pravicami, dolžnostmi člana občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovarja. Ja, po mojem mnenju je to, zdaj, ali tale drugi del je ali ni toliko pomembno, v bistvu pa tako je logičen. Ne? Tako da tu ne vidim, absolutno pa ne pristajam na to, da se 15. člen črta, tako je v obrazlagi. Bo Vesna razložila, dobro? Opozoril bi še na eno drugo zadevo, in sicer 51. člen, s katero se določa hramba zvočnega posnetka seje do potrditve zapisnika. Tu je problematično zaradi tega, ker mi nimamo zapisnikov, kjer bi bile navedene razprave. Če bi bile navedene razprave, ni taki problem. Zdaj pa tudi zaradi eventualnih pravnih posledic, kakih izjav, potem ni nobenega dokaza več. In tu, po mojem mnenju, ni sprejemljivo, ker zapisnike niso na tak način, niste želeli na tak način zapisati. Če bi bile v zapisniku zapisane razprave, potem bi to bilo možno. Sedaj pa mi razprav nimamo zapisanih, ne? Mi imamo samo, v neki točki so navedene samo razpravljalci, ne pa razprava, in tu ne ostane za tem zapisnikom noben dokaz o razpravah na občinskem svetu. Tako da tu vidim veliki problem, tudi za eventualno mogoče kasneje, karkoli se lahko dogaja. Tudi eventualne tožbe, če se slučajno pojavijo. Tako da sem prepričan, da bi te zadeve mogli imeti. Naslednjo stvar, kar bi se dotaknil, so dopisne seje. Dopisne seje čisto ok, je v redu, pa tako je župan rekel prav, da se za kakšne manjše stvari naredijo. Sporno pa je mogoče to, da se za dopisnimi sejami tudi kakšne stvari skrivajo pred javnostjo. Tu pa je pač zloraba tega. Ne? Pa še ena stvar, kar je težava, kar poslovnik nikjer ne predvideva. Kršenje poslovnika župana. Namreč mi imamo v obdobju zadnjega mandata, pa že prej, tu pa tam, težave, da župan krši poslovnik. Te situacije pa nimamo opisane. Po mojem predlogu bi se mogla seja prekiniti. Namreč župan je tisti, ki bi moral prvi se držati poslovnika, ne prvi kršiti. In tu v vsakem primeru rabimo neko varovalo, da ne bomo potem imeli diktature župana nad svetniki.
Hvala, jaz mislim, da je zaenkrat to. Gospa Fras, izvolite. Hvala za besedo. Jaz sem tudi v odboru. Pri tem 15. členu res je, da je v obrazložitvi, da je črtan, vendar mi na odboru smo imeli malo drugače pripravljeno in je prvi odstavek ostal noter, tako da potem smo videli, da pač ostane prvi odstavek 15. člena, samo drugi odstavek je črtan, ne. Zato mi tudi potem nismo bili tako pozorni na tisto obrazložitev. Potem jaz bi še se enkrat dotakla 23. člena, jaz sem še posebej opozarjala na gradivo, da naj bi bil nek rok, do kdaj se gradivo spreme. Jaz sem torej že 8 let v občinskem svetu in se je tudi že zgodilo, da dobiš gradivo takoj na sejo in to gradivo zelo na hitro pogledaš in vsaka beseda v gradivu je zelo pomembna. Če dobiš gradivo na sejo, nimaš tudi možnosti, da bi šel recimo kako stvar nazaj pogledati, kak je bilo prej in tako dalje. In zelo hitro te lahko na občinski seji tako na hitro zavedejo, tisti, ki pač predlagajo neko stvar, rečejo, da je to zdaj super in čudovito. Potem na koncu pa čez kakšno pol leta ugotoviš, da ni bilo tisto nič kaj preveč super pa čudovito. Prav zaradi tega sem tudi predlagala, da naj to gradivo pride vsaj 2 dni pred sejo ali pa 3 dni, da lahko svetniki to v miru doma pogledamo in da res ne prihaja do nekih nesoglasij. Mi poslovnik ne delamo samo za letos pa za drugo leto, ne, ampak tudi za naprej in je tu zelo pomembno, da ne preleti na sejo. Smo že imeli, pa ni bilo to noter recimo kako gradivo na seji, pa smo tudi sprejeli, ne, to ne pomeni, da ga ne sprejmeš, če gre za neko malenkost. Seveda pa se jaz spomnim iz prejšnjega mandata, da smo dobili direkt na sejo neko stvar, ki je imela manjši pomen, ampak potem je pa bil velik pomen. Tako da jaz tu zelo opozarjam na to, da naj bo gradivo 2 dni pred sejo na mojem računalniku ali na računalniku svetnika, da ti imaš čas, da priješ na sejo in da veš, kaj si doma prebral pa kaj si pogledal. Hvala. To, ja, še eno stvar bi rada glede teh dopisnih sej. Res je, da so dopisne seje za neko nujno stvar, recimo DIP, da je treba neki razpis biti, da se prijavimo. Zagotovo, ne, je treba včasih tudi v 4 urah narediti, ne. Ampak jaz bi vseeno dala, da naj bo neki 2-dnevni rok, ne samo nekih 12 ur pa neki kratki čas, če ni to res tako strašno, ne. Ker če je to neki 4-urni rok ali kaj, nas takoj naprej upozorite, da pogledamo, ne. In svetniki smo za to, da bomo neko stvar resnično pogledali in o tem glasovali, ampak če pa je enodnevni rok, če jaz danes popoldan nimam časa, drugi dan sem v službi do 3, konec zamudim, ne morem več niti glasovati, ne. Torej, o tem govorimo, no. Ne zato, da bi nagajali tistim, ki vodijo našo občino, ki delajo za dobro vseh, ampak zato, da pač imamo možnost tudi glasovati, ne. Sem pa tudi to, kar je gospod Horvat dejal, tudi jaz že na odboru opozorila, da tukaj pa nimamo res nobene prepreke v poslovniku, lahko opozori župana, da je kršen poslovnik, ampak čisto nič se ne zgodi. Jaz nenehno opozarjam, da uporabljamo besede, ki so primerne za občinski svet. Včasih sem že rekla, da nismo v gostilni, ne. Pa sem danes spet slišala in jo ponovila isto besedo, pa ne bom ponavljala, ki sem jo slišala od župana. Dajmo se enkrat zbrihtati, pa pač se pogovarjati na tak način, da nismo žaljivi. Ne do teh, ki tukaj delajo in ne do tistih, ki so delali prej. Tako da tudi o tem dajmo razmišljati. Hvala. Hvala lepa. V državnem zboru pravimo mala ustava poslovniku, tako seveda tudi v občinskem svetu. Je za župana in občinski svet, Vesni nese mikrofon, ki bo odgovorila, je seveda poslovnik mala ustava. Predsedujoči je in bo tisti, ki ga razlaga. Pač zaenkrat drugega instrumenta pa boljšega ni. Sedaj o kakšni diktaturi župana nad svetniki verjetno ni primerno govoriti, ne.
je zelo neprimerno. Zelo neprimerno je v tem prostoru govoriti o Severni Koreji, ne? Zelo neprimerno je v tem prostoru pred mediji govoriti, da smo prodali osnovno šolo in da jo bi prodali in da še samo kupca čakamo in tako dalje, ne? Tako da, dragi svetnik, draga svetnica, vprašajte se, koliko slabega ali pa gnojnice je bilo polite na tiste, kateri vodimo in probamo zvoziti to občino. Saj sta bila zraven, saj sta videla, tudi v občanu je obelodanjeno jasno in glasno, kakšna je bila zapuščina. In če bi samo želeli pomagati, to pripeljati navzven, tako kot jih je sedaj 6 svetnikov to moralo narediti. In zato smo danes bili pred proračunom, ki ste kar zadovoljni z njim. Ampak iz tega je trebalo priti ven, brez tega se to ni dalo narediti. In to smo naredili. Uspelo nam je ogromno v 2 letih nam je to uspelo narediti. Danes gradimo po celi občini optično omrežje. Tudi tam, ker je nekaj metrov asfalta bilo položenega v prejšnjem mandatu, pa se niso dali cevi notre, kar je bilo čisto enostavno. Nepojmljivo mi je, zakaj se ni naredilo. In tudi, gospod Horvat, tako kot govorite o kolesarki Desenci, Levanjci, seveda je bistveno bolj prometna cesta, ampak bi jo bilo potrebno prej umestiti v prostor, pa se to ni naredilo. Toliko o tem, gospa Fras, še enkrat, seveda bom kot predlagatelj aktov, kar župan je, predlagam, bomo naredili v čistopisu tako, da 25. člen ne bo omejeval dopisnih, se bo ostalo tako, kot je bilo z to omejitvijo, seveda se ne strinjam in je ne bo. 2 možnosti sta. Poslovnik se sprejema z 2/3 večino. Torej, ali bomo popravili tisto, kar je potrebno popraviti, tu imam edino pripombo, s katero se torej ne strinjam, ali pa bo ostal v veljavi takšen, kot je. Tako mimo grede, ne, da si ne boste mislili, da se ga pa da po levi strani stiščati skozi, ne bo šlo, ne. 2/3 večina je potrebna, tako kot za statut. V statutu ste povedali, da ne želite, da bi zmanjšali število svetnikov. Smo to akceptirali, tudi jaz kot župan sem to akceptiral in je pač bilo tako, kot ste predlagali. Tu v poslovniku 25. člen omejevanja pa seveda ne bo, zato ker se zgodi lahko nekaj čez noč, ne bom imel manevrskega prostora, ne bomo nič mogli narediti, ne morem izredne seje sklicati, ne morem dopisne seje narediti, skratka nič. Čez 2 dni, ko je vlak odpeljal torej mimo Destrnika, pa odnesel seveda za sabo kakšni finančni vložek, bom v zraku. Recimo, kaj se lahko zgodi. Z Ljubljane bom prišel nekega dne, pa bo potrebno se odločati o deležu v termah. Pa ne vem danes še, ker mi ne znajo povedati, ker ni, ampak, dobro, verjamem, da bomo imeli toliko časa, bomo lahko vse izredno sejo sklicali, ne? Ampak, če bi bilo odločeno danes do jutri, zato ker bo sklep vlade naslednji dan sprejeti, ja pa kaj? O polnoči ga grem pisati, pa do 3 vjutro bomo zglasovali, ali pa do 7, kaj bodo prišli oni v službo. Seveda bomo. Ne? Zato pravim o tej omejitvi. Ne? Samo v tem je problem, nič druga. Ne? Torej, te omejitve si ne smemo narediti, ker potem, če si to naredimo, si damo štrik z zelo dobro zanko za vrat in smo tam, kjer smo. Toliko, Vesna, izvoli obrazložitev tisto, kar je bilo postavljeno. Zdaj, kar se tiče 15. člena, se je tu zgodila napaka. Malo bolj glasno, ker ne sliši.
Kar se tiče 15. člena, se je tu zgodila napaka pri obrazložitvi, se je pač pomotoma izpustilo drugi odstavek 15. člena. To pomeni, da 15. člen ostaja, ampak samo prvi odstavek. Črta se pa član občinskega sveta nima imunitete, je za svoje dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnosti člana občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren. Ta del se črta. Kar se pa tiče 51. člena, se ta člen bistveno ne spreminja, kot je v sedanjem poslovniku, razen da se zvočni posnetek hrani skupaj z zapisnikom in gradivom seje do potrditve zapisnika. To pa je v skladu z odločbo informacijskega pooblaščenca. Koliko pa sem seznanjena, se naše seje ne snemajo zvočno, zaradi tega, ker imamo pač snemanje s strani medijev. Kar se pa tiče vsebine zapisnika, je pa v skladu z drugim odstavkom 50. člena se piše na kratko, noter se navede, kdo je navzoč kateri člani so navzoči na seji sveta, potem navedbe o posameznem glasovanju, odsotnosti članov, razlogi za odsotnost, potem o sprejetem dnevnem redu, predlogi sklepov, izidi glasovanja in tako dalje. Čisto na kratko, vsebina zapisnika je v bistvu kratka, ne. Ok, hvala lepa. Še želi kdo? Podžupan, izvoli. Hvala za besedo. Ker je to seveda pod mojo komisijo, verjamem, da smo vsi zelo dobro danes razumeli pomen poslovnika. Zato tudi v 25. členu sem prosil za dodatno razlago. Mislim, da smo jo dobili, da nam je vsem jasno, zakaj je pomembno, da nismo omejeni časovno. To je dal župan zelo izčrpno razlago. In kar se tiče 15. člena, se opravičujemo za napako, ker pač sem gledal drugo gradivo, tisto, kar smo ga mi imeli na seji, ne pa tisto, kar ga imate v pogled vi. Tako da, to je moja napaka na nek način tudi, tako da jo prevzamem. Verjamem, da smo zadevo oziroma poslovnik dobro pregledali, tako kot smo slišali, poslovnik se ne dela za eno leto ali pa par mesecev, temveč za neki določeni cajt, da je bilo v letu 2016 že opozorjeno s strani ministrstva, da treba zadevo urediti. Tako kot sem samem začetku dejal, in čas je tudi pač nekdo je to mogel prevzeti oziroma treba urediti. Jaz verjamem, da v drugem branju to, kar se je predlagalo, to, kar smo dodali, oziroma v tem 25. členu, da se to upošteva, da se ga ne omejuje časovno, in tudi verjamem, da se ne bo izkoriščal, tako kot sem pač nekaj v eni razlagi slišal, za kakšne podle namene, temveč da je namenjen temu, da ko ga rabimo, lahko tudi naredimo tisto, kar pač treba narediti. Do naslednjega branja oziroma do drugega branja. Hvala lepa. Hvala lepa. Še želi kdo besedo? Dobro, če ne, zaključujem to. Ja, izvolite, gospod Horvat. Srečno. Nekako se ne morem strinjati z razlogom tega 51. člena o obrambi zvočnega zapisa oziroma načinu napisanja zapisnika, da tu lepo piše, dokler obstajajo razlogi. Razlog je, da je na nek način zadeva ohranjena in mi je ne bomo ohranili, to ni prav. Mi razprave na občinskem svetu ali na zvočnem zapisu ali zapisniku ali posnetek seje od televizije, kakorkoli na nek način ne mogli ohraniti. Tu nikakor ne sprejemamo te razlage.
Hvala lepa, gospod Horvat, naredil bo v skladu z veljavno zakonodajo, tako kot je bil spremenjen odlok o občanu v skladu z zakonodajo, tako bo tudi poslovnik naredil v skladu z zakonodajo. Nič ne bomo naredili v nasprotju z zakonom. Še kdo? Ok, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa. Občinski svet občine Destrnik, predlog novega poslovnika občinskega sveta občine Destrnik v prvi obravnava in sprejme. Kdo je za? 6, 7, 8, 9 za, nihče proti. Torej, gospa Fras nas je zapustila, torej se opravičila, ker je moralo oditi. Torej, v skladu z 78. členom poslovnega, aktualnega, veljavnega, bo pripravljen za drugo branje. In smo pri točki 9, pobude in vprašanja. Želi kdo besedo? Pobude in vprašanja. Gospod Sužnik, izvolite. Hvala lepa za besedo. Prvo pobudo imam, da mogoče bi tudi se pravi novinarji našega časopisa Občan lahko bili prisotni na sejah. Potem pa še imam dve vprašanji, in sicer kako daleč smo z izgradnjo avtobusnih postajališč na državni cesti Janeževci-Selce. In pa drugo vprašanje, ali je možen priklop na že obstoječe optično omrežje, ki je v lasti T2, tudi kakšnega drugega operaterja priklopiti na to omrežje, če slučajno poznate odgovor. Hvala lepa. Ne vem, zakaj ni nobenega od naših novinarjev Občana tu. Na to nimam odgovora. Drugo, kako daleč so avtobusna postajališča v Iršovcih. 3 tedne nazaj so bili strani direkcije tu v Janežovcih, tudi okrog teh postajališč smo se pogovarjali. Projekt je v zaključni fazi s tem, da se je zopet ustavilo, ker pač ni rešeno avtobusno postajališče v Iršovcih. Tako da dobrodošlo na občino in pomagajte rešiti tam z lastniki v Iršovcih. Ta problem na optično omrežje, ki ga gradi T2, se bo lahko priklopil samo na projekt T2. Če pa boste pripeljali investitorja Telekom, potem pa se bo lahko priklapljali na katerokoli drugo omrežje, ker je tisto državno, to je pa privatno. V 10 letih ni uspelo pripeljati v občino nikoga, tako da upam, da nimate pomisleka, oziroma povejte, v katerem delu ne želite imeti optike. Samo malo. Mogoče ste me narobe razumeli. Hočem reči, da na to obstoječem, ker nekatera omrežja, ki jih gradijo T2, dovoljujejo priklop z drugimi operaterji. Zdaj jaz ne poznam, kakšno imajo oni razmerje z drugimi operaterji, ampak pobuda od ljudi, vprašanje od ljudi prihaja, zakaj? Zato, ker imajo sorazmerno velike cene teh paketov, kjer jih drugi ponudniki ponujajo ceneje, ampak jih seveda T2 kot ekskluzivni lastnik seveda na to ne želi priključiti. Kar je seveda posledica tega, da je T2 edini gradil po naši občini. Skratka, ni moj namen zdaj, da bi karkoli drugega. Hvala. V Doliču, pa Svetnicih, pa Desencih se sploh ne sprašujejo, na koga bodo priklopljeni. Sam Bog molijo, dajo za mašo, samo da bi in ko bo dobili. V tem drugem delu, ki pa imamo že 10 let optiko, pa bi sedaj seveda še kaj. Ok, toliko se jasno razumel popolnoma. V redu. Nikoga pa ni še prisiljen, da je priklopljen na optiko. Še kakšna pobuda in vprašanje? Horvat, izvolite. Jaz bi še samo povedala, da na sestanek v začetku leta so bili vabljeni tudi drugi operaterji. Noben ni pokazal interesa, oziroma konkretno Telekom je povedal, da nima nobenega interesa izgradnje mreže optike v nadaljnjih par letih.
So pa imeli proste cevi v Drsteli, pa niso dovolili da bi se v njihove cevi priklopili. Okay, hvala, Horvat, izvolite. Hvala. Eno zadevo mi je gospa Frasova dala, in sicer bili so postavljene kole za zimsko službo na občinskih in pa nekaterih privatnih cestah. In sicer privatne ceste, katere so, ne, se bomo mogli odločiti, ali se bodo plužile vse privatne ceste ali pa nobena, verjetno, ne, da ne bomo delali pol neenakosti med občani tu. Tako da tu to mi je sicer gospa Frasova prej podala, tako da verjetno takih placarov niso koli postavljene ali kakorkoli. Ne vem. Ja, lahko da v pisni obliki, za koga in kje gre, pa ji bomo odgovorili. Dobro? Mislim, da proti Mohoriču, če sem dobro razumel. Ne, da v pisni obliki sedaj nijamo načrta pred sabo. Dobro, potem bi se želel zahvaliti prostovoljnima gasilskima društvoma Desenci in pa Desternik, kakor tudi lovski družini pri iskanju pogrešene osebe v preteklem tednu. Mislim, da smo skupno vložili veliko napora, koliko je pač bilo možno. Žal nismo bili uspešni, ampak naredilo se je vse, kar je bilo možno. Nenavadno pri tem je bilo, da se je aktiviral štab civilne zaščite, kar ni običaj nekjer drugje v Sloveniji, tako da tu mi je bilo čudno, glede na to, da so vse te aktivnosti izvedli gasilci in pa nekaj lovci. Zato verjetno v tem primeru ni bilo nobene potrebe, da se z gasilci in lovci hodita župan in pa Irglov Marjan samo slikati. Gospod, imate pobudo ali vprašanje, ne pa komentirati izvedbe štaba civilne zaščite in seje, ki smo jaz zelo slabo dela. Naslednja stvar, pozdravljam tako, samo tole še. Ne rabite pozdravljati, pa ne rabite Pozdravljam hvaliti, podpis pogodbe za gasilsko vozilo v Desterniku. Zelo lepo je bilo videti, da ste to podpisali, vendar je zanimivo, da je bil prvi župan v gasilski obleki, kar je zelo čudno, glede na to, koliko škode ste doslej gasilcem naredili. Ne vem pa, ker ne vem, da bi kdaj hodili v kaki tečaj, gasilci so mi cel rok mogoče se stečine na Povšjaku kopli. Hvala. Torej v občini imamo gospoda Horvata, ki bo odločil o civilni zaščiti, ki bo odločil o tem, kje bo in kdaj bo in kakšne gate, da je imel župan oblečene, ki bo odločil, kdo bo in koga bo in kdaj bo iskal. Skratka, gospod Horvat je vse ved. Mogoče ste imeli res pred dnevom mokre sanje, so se vam uresničile, kot pod vašo sliko doli pisalo župan občine Desternik. In zdaj, če ste imeli mokre sanje, so pa bile res samo mokre in nikoli več, ali pa tega se seveda ne boste morali včakati. Še ima kdo kako pobudo in vprašanje? Izvoli. Gospod župan, mene pa zanima samo, zdaj sem se z Janežovski vrh, optika. To je tako nedopustno, da nič se vi notri tam, kaj zdaj to kopljemo. Zakaj to Druzovič dela, mene zanima, zakaj, če mi znate odgovor samo povedati, zakaj ni te dva gradela, kdo je to pač gradi. Zakaj to, imamo mi kakšne stroške s tem? Hvala lepa. T2 je investitor, Gradtel je izvajalec, Gradtel ima podizvajalca Druzoviča in on za njih dela. Oni imajo medsebojno pogodbo. Ok, s tem zaključujem 12. redno sejo občine Desternik. No in svetnica, ena je že odšla, svetniki, kaj ne rečem, za konec leta, naj vam Božič, pa dan samostojnosti in enotnosti, novo leto 2021 prinese predvsem mir.
Pa bodite hvaležni s tem, kar imate, kar ste imeli, kar ste doživeli in s tem, kar še boste doživeli. Ostanite zdravi in srečno 2021, da pa se boste doma spominjali samo ta lepih trenutkov občine, ki ste jih preživeli, pa vas čakajo na mize koledarji oziroma rokovniki in nekaj sladkega. Torej ne bo steklenice, je pa nekaj sladkega in to od proizvajalca iz naše občine. Srečno!